Velenjčani so pred kratkim vendarle prvič zmagali pred domačimi gledalci, tokrat so pričakali ekipo Krškega. Ekipa je izjemno neugoden tekmec za knape, kajti na 7 medsebojnih dvobojih v zadnjih letih niti ene same zmage še za ekipo Velenja. Tokrat pa so bolje tekmo odprli gostje, ponovno prednost za Krčane. Vuklišević je zatresel mrežo z glavo po predložku za 1:0. Še napad za goste, tokrat priložnost po podaji Mensaja za Dangubića, ki je preigraval in streljal. Radan je bil na pravem mestu in žogo uspel odbiti v kot. Ob koncu prvega polčasa še napad za goste, priložnost za Sadikovića, ki je imel ugoden položaj, ampak Radan je bil na pravem mestu. Gostujoča ekipa je bila konkretnejša v napadih v prvem delu in tole je že gol za 2:0. Zadetek Kramarića, prednost je bila povišena in Martin Kramarić se veselil gola v Velenju. Polčas pa Rudar Krško 0:2. Velika prednost za goste, ki so bili tokrat konkretnejši in zabili 2 gola. V drugem polčasu najprej priložnost za Kramarića in obramba Radana, ki je žogo uspel odbiti v kot. Potem napad za nogometaše Velenja. Priložnost za Johna Merija, ki si je pripravil strel, odbita žoga. Priložnost za Vročino, na gol v črti je tokrat rešil Vuklišević. Še napad za knape, ki so pritiskali, želeli gol priključka. Žoga pred vrata in John Meri si je pripravil strel z glavo, tokrat direktno v naročje vratarja Krčanov. Do konca je bilo še 15 minut in strel Johna Merija, nekoliko čudno, ampak takole je zatresel mrežo, prazno je šel vratar Marko Zalokar in gol za Johna Merija. Znižanje zaostanka 1:2, do konca tekme je bilo še 15 minut. Velenjčani so napadali in imeli žogo v svojih nogah, še ena dolga podaja naprej, žogo si je priboril Vročina in takole streljal, dolgi kot izenačil v 86 minuti. Rezervist Vročina, ki je zamenjal Lotriča v polčasu, je prišel do žoge in po lepem preigravanju tudi zatresel mrežo in izenačil na 2:2. Ni še bilo konec napadov, najprej streljal Grbić, obramba Zalokarja. Nato pa še zadnja minuta in žoga pred vrata, nova priložnost za zelene. Malenkost mimo vrat je streljal Dominik Glavina, potem pa še zadnja akcija tekme in priložnost za Mensaja, ki je streljal. Radan je prispeval še na obrambo in to je bil kot za Krško. Končalo pa se neodločeno, Rudar Krško tokrat 2:2, še vedno brez zmage za velenjski Rudar proti Krčanom. Kakor ste rekli, Glavina je imel priložnost za 3:2, ampak mislim, da je remi najpravičnejši. Tudi Krčani so imeli priložnosti pred 2:0, da bi tekmo odločili in zabili še tretji gol. Danes ne morem biti nezadovoljen, kakor smo igrali. Imeli smo pobudo že v prvem polčasu, ampak prepoceni smo dobili gole. Oni so dali hiter gol, padli smo v igri, potem smo prejeli še drugi gol. Ko je že kazalo na poraz, smo z zamenjavami zadeli v polno. Spremenili smo ritem tekme in lahko rečem, da so menjave opravile svoj posel. Na koncu je imel Glavina še priložnost, da zabije gol za zmago. Je najboljši strelec lige in nekajkrat je že odločil tekmo, danes pač ni in tega mu vsekakor ne moremo zameriti. Ja, dobro, dali smo 2 gola na gostovanju, dobili smo točko. Rudar je doma zelo močna ekipa, kvalitetna, izkušena. Mislim, da smo tekmo spet dobro odprli. Tako po pristopu kot taktično povedali. Drugi polčas se potem nekako tekma malo lomilo, lahko bi povedali 3:0. Imeli nekaj situacij, ampak se je čutilo, da pač Rudar ima številne adute, tako individualno kot taktično in so začeli tekmo obračati. Na koncu nismo imeli pravega odgovora, predvsem fizičnega, da bi tekmo zdržali, ampak na koncu rezultat realni. Jaz bi vseeno svoje fante pohvalil za dobro tekmo.